Vsaka država ima svoje simbole, ki odražajo njeno zgodovino, vrednote in identiteto. Slovenska himna Zdravljica je preplet pesniške modrosti in narodne zavesti. Njeni zvoki v izvedbi trobilne zasedbe Orkestra Slovenske vojske so nas pospremili v uvod današnjega dogodka. Spoštovane in spoštovani, magister Borut Sajovic, minister za obrambo Republike Slovenije, magister Matjaž Ravbar, generalni direktor Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino, dr. Martin Premk, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik odbora za obrambo, upokojeni generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Boštjan Lunežnik, podpredsednik policijskih veteranskih društev Sever, brigadir Boštjan Baš, poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, polkovnik Gregor Hafner, poveljnik 72. brigade Slovenske vojske, podpolkovnik Jože Leber, načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske, ostali cenjeni gostje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na odprtju razstave Dosanjane sanje, pot do slovenske države in njene vojske. Danes smo zbrani, da počastimo pomemben del naše zgodovine, pot, ki je vodila k nastanku naše države in njenega obrambnega sistema. Ta razstava nas spominja na sanje, pogum, vztrajnost in odločenost ljudi, ki so s svojimi dejanji utirali pot naši samostojnosti. Vojaški muzej Slovenske vojske s to razstavo odkriva ključne trenutke in junake, ki so soustvarili našo pot do samostojnosti in neodvisnosti. Zgodovina ni le skupek dogodkov, temveč zgodba o vrednotah, viziji in prizadevanjih ljudi. Za pozdravni nagovor prosim generalnega direktorja Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino, magistra Matjaža Ravbarja. Prosim. Spoštovani gospod minister, magister Borut Sajovic, predsednik odbora za obrambo dr. Martin Premk, spoštovani brigadir Boštjan Baš, cenjeni gostje, kolegice in kolegi. Ko danes stojim tukaj pred vami ob odprtju razstave Dosanjane sanje, pot do slovenske države in vojske, me prevzemajo močna in številna čustva, ponos, hvaležnost, pa tudi globoko spoštovanje do zgodbe, ki jo razstava pripoveduje. Pričujoča razstava je poklon slovenskemu narodu, njegovemu pogumu, vztrajnosti in iskanju svobode skozi viharno 20. stoletje. Pripoveduje zgodbo o 3 vojnah, ki so zaznamovale našo pot, od bojev za preživetje do prizadevanj za svobodo. Hkrati ponuja vpogled v obdobja med vojnami, ki so prav tako polna odločnosti in prizadevanj za mir ter za razvoj naše družbe. Ko smo pred časom začeli snovati to razstavo, smo ji dodelili delovni naslov Korenine. Želeli smo poudariti, da današnji koraki in dosežki temeljijo na globokih zgodovinskih koreninah. Morda posamezni dogodki niso vedno povezani na prvi pogled, a vsak korak v naši zgodovini je bil pomemben zato, da smo lahko dosanjali svoje sanje. Vsebina nas seznanja za zgodovino in za dejstvom, da zgodovine ne moremo spremeniti. Nove generacije pa želimo opozoriti na grozote vojn ter na korake, ki smo jih preko vojn naredili do svoje države. Opozoriti želimo tudi na vse pasti in stranpoti. Manjše korenine so tako trčile v zid oziroma so predstavljale tudi vojaške formacije, kjer smo Slovenci sodelovali v določenem prepričanju in obvezi, a niso vodile do slovenske države. Vsebinsko so predstavljene tudi glavna področja delovanja našega direktorata. Torej zgodovinski lok od boja za slovenske meje 1918, protifašističnega in narodno-osvobodilnega boja, procesa demokratizacije, vojne leta 1991 in osamosvojitve Republike Slovenije in vse do gradnje in uporabe
sodobne slovenske vojske doma in v mednarodnem okolju. Razstava je namenjena širokim skupinam in je tako tudi zastavljena na več nivojih, za številne šolske skupine, za raznoliko zainteresirano javnost ter za kadete, kandidate vseh vojaških šol. Vendarle se nahajamo v najpomembnejši vojaško-izobraževalni ustanovi v Sloveniji. Ta razstava in eksponati niso le pričevanja o preteklosti, so tudi opomin, kako daleč smo prišli. Zame osebno je ta razstava tudi priložnost za razmislek, ne le o dolgu do naših prednikov, ki so nam omogočili, da živimo v miru in svobodi, temveč tudi o odgovornosti, ki jo imamo do prihodnjih generacij. Na tej točki pride ta najtežji del tovrstnih nagovorov. Zahvale seveda ni težko dati, a kaj hitro seveda lahko koga pomotoma izpustim. Iz srca se v prvi vrsti zahvaljujem avtorjem razstave, kustosom Vojaškega muzeja. Hvala Simona Prš, hvala Gregor Kastelic, hvala Lenart Pupaher, hvala Mladen Horvat in hvala Rok Filipčič. Hvala tudi obema načelnikoma muzeja v času postavljanja razstave. Hvala Marko Hlastec in hvala Jože Lebar. Hvala tudi vsem raziskovalcem, ki so s predanostjo raziskovali, zbirali predmete in stkali zgodbo, ki bo zagotovo nagovorilo vsakega obiskovalca. Hvala tudi vsem kulturnim ustanovam, ki so nam posodili predmete in fotografsko gradivo. Hvala tudi Šoli za tuje jezike za razrešitev vseh lektorskih in jezikovnih dilem. Hvala seveda tudi podjetju RPS, da nam je pomagalo pri materializiranju postavitve. Hvaležen sem tudi vsem, ki ste nam v preteklosti posredovali svoje zgodbe, svoje pričevanja in pričevalcem ter družinam, ki so ohranjali spomin. Posebna zahvala pa gre seveda vsem, ki ste te sanje živeli. Vojakom, borcem, veteranom, družinam, posameznikom, ki so verjeli v boljši svet, tudi v trenutkih, ko so bili oblaki vojn najtemnejši. Naj nas dosanjene sanje spomnijo, da so vse te zgodbe del nas, da smo, čeprav skromni, narod z velikim srcem in neomajno voljo. Naj bo ta razstava navdih za vse generacije in da razumemo in spoštujemo in negujemo svojo zgodovino. Želim vam prijeten ogled in iskreno upam, da boste ob njej oziroma ob ogledu čutili vsaj to, kar jaz, ponos na naše ljudi in na našo zgodovino in na naše skupne sanje, ki smo jih skupaj dosanjali. Hvala vam. Glasba ima moč povezovanja, nagovori srce, prebudi čustva in utrjuje zavest o pripadnosti. Skladba Moja dežela je več kot pesem, je izraz ponosa in ljubezni do naše domovine. Trobilna zasedba Orkestra Slovenske vojske nas bo svojo izvedbo spomnila, kako pomembno je ohranjati kulturno dediščino in narodno identiteto.
Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, Slovenci smo narod, ki se skozi zgodovino nikoli ni uklonil, ko je šlo za svobodo, pravico, pravičnost, pravico do samoodločanja. Vsaka generacija je s trudom in predanostjo gradila na ideji lastne suverenosti in s tem tlakovala pot, ki nas je pripeljala do tega, kar smo danes, samostojna in ponosna država. K slavnostnemu nagovoru vabim cenjenega ministra za obrambo, magistra Boruta Sajovica. Prosim. Prijazen dober dan, dosanjane sanje, dober dan kadetnica, dober dan Maribor, dober dan Slovenija. Pridružujem se nagovoru direktorja, ponosen na zahvale in pa vaše opravljeno delo. Ja, sanje so dosanjane, slovenska lipa raste. Zavedati se moramo, da je pa vsak dan treba ljubiti, spoštovati, zalivati. Lahko smo ponosni, Slovenke in Slovenci znamo, hočemo in zmoremo. Tu, v tem vašem mestu, so bile izrečene znamenite besede našega rojaka, generala Maistra, da je naša sveta dolžnost braniti domovino, varovati premoženje in čuvati življenja naših najdražjih. Začelo se je že dolgo nazaj, s kranjskimi Janezi, prvi svetovni vojni, z judenburškimi polki, končalo tu v Mariboru s pomembno pridobitvijo narodovega ozemlja, z generalom Maistrom in po prvi vojni smo dobili skupno državo, kjer smo bili Slovenci skupaj s Hrvati in Srbi odločevalec o svoji lastni usodi. Nadaljevali smo pogumno in pa odločno v drugi svetovni vojni, jo končali na strani zaveznikov. Iz teh zaveznikov je bilo oblikovano tudi zavezništvo, katerega del smo danes. Bodimo na to ponosni, ravno zavezništvo nam omogoča najmočnejši obrambni dežnik, najboljšo možno varnost za najmanj sredstev, ki jo v to skupno zgodbo vložimo. Ključno vprašanje ali pa ključen izziv za generacijo, ki pripadam, za vse nas, spoštovane in spoštovani, pa je, da se trudimo, da s to državo opravljamo tako, kot si neka zgodba, ki je zahtevala generacije in generacije in ki ni dana mnogo večjim, mnogo številčnejšim narodnim skupnostim po svetu, da jo ohranimo v najboljši kondiciji. Zadovoljen sem, da ne glede na to, kaj slišimo na različnih omrežjih, na različnih zapisih, da lahko rečemo, da gre tej državi dobro. Ne zdaj, ne ta trenutek. Mi moramo gledati zgodbo enotno skozi vseh 35 let. Trudimo se, da bi bili vsi skupaj čim bolj uspešni. Ta trenutek je pomembno, da je država močna, finančno stabilna, da smo v makroekonomskih finančnih okvirih, da je inflacija nizka in imamo seveda povsem druge konkretne izzive. Tako odločnih korakov na področju zdravstva, da se ohrani javno zdravstvo, kot so bili storjeni v zadnjih 2 letih in pol, jih še ni bilo. Mogoče je to za javno zdravstvo bila zadnja priložnost. Dobro ji kaže, v Državnem zboru se ta teden obravnava tudi zakon o zdravstveni dejavnosti, ki nikogar ne izključuje, nikogar ne sovraži, ampak jasno
začrta mejo med javnim in pa zasebnim. Želim si, da je javnega čim več. Smo v kadetnici, eni najimenitnejših, najlepših stavb v tej državi. Čestitke in pa zahvala vsem, ki ste v zgodovini karkoli pripomogli k tem, da se je ohranila v takem blišču in sijaju. In pa hvala lepa tebi, brigadir, gospod Baš, ki si danes najbolj odgovoren, da ima prave vsebine, da je tu točka, kjer se išče, kjer se združuje znanje in kjer ste dali streho tudi taki čudoviti razstavi. Jaz mislim, gospod načelnik muzeja, da ste svoj mandat začel z najlepšim, najboljšim možnim sporočilom, na katerega bomo vsi ponosni. Ta trenutek je tudi za našo vojsko pomemben. Ne gre za vojaški del, gre tudi za to, kako bomo vsi skupaj iskali sinergijo, povezavo med vojaško, civilno in pa gospodarsko obrambo. To je naša naloga, pot, kako to dosežemo, pa mora biti zgled ene res imenitne enotnosti. Hvala lepa, dr. Martin Premk, za tvoje vodenje odbora za obrambo v Državnem zboru. Tam smo se odločili že kar nekaj nazaj, prosil sem za pomoč in podporo vse, prav vse parlamentarne stranke. So področja, kot je obramba, kot je varnost, kot je zdravje, kjer si Slovenija trud naših predhodnikov preprosto ne zasluži delitev. Imamo različne poglede, usedimo se, pogovorimo se, ko pa najdemo skupno rešitev, pa seveda korajžno, odločno in pa pogumno naprej. Tudi z jutrišnje seje vlade boste slišali pomembne novice, da se določeni postopki, ki bodo zagotovili še več varnosti pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, da bomo imeli še več mobilnosti, da bomo imeli še močnejše prostorske sile, končno začnejo premikati. Zavezništvu smo dali besedo že več kot desetletje nazaj. Če smo kredibilni, če si želimo varnost, enotnost in samostojnost, je treba besedo tudi spoštovati. Ampak ključno, ni ključno, kaj smo se dogovorili z zavezniki. Ključno je, da našim pripadnicam in pripadnikom z novimi tehničnimi posodobitvami omogočamo največjo možno varnost. Generalmajster nas gleda, vedno v zgodovini smo pa imeli in imamo tudi svetilnike, junake, ki nam kažejo pot. Čez nekaj dni bomo eni redkih v svetu ponosno praznovali kulturni dan. Mogoče za konec par misli našega rojaka iz elegije svojim rojakom. Ko boste slišali te, rekel res, preroške besede, si pomislite, da so nastale v težkih časih 160, 170 let nazaj. Takole je zapisal naš znani rojak ob koncu te elegije. Kranc, ti le dobička iščeš, bratov svojih niti mar. Kar ti bereš, kar ti pišeš, mora dati gotov denar. Kar ni tuje zaničuješ, starih šek se zgublja sled, bratov svojih ne spoštuješ, za dežele čast si let. Tiho pesem, bolečine ne razglašaj naših ran, če ne časte naša gine, domu Kranc moj zvest postan. In za to gre. Hvala, ker ste tle, širimo pozitivno sporočilo, enotnost, povabite na tole razstavo čim več Mariborčank, Mariborčanov, generacij,
naših sinov, vnukov, ki prihaja za nami, da bojo vedeli, da Slovenija zmeraj in povsod lahko računa na nas vse skupaj. Hvala, srečno. Najlepša hvala gospodu ministru. V naslednjih minutah pa bomo prisluhnili še eni mogočni skladbi v izvedbi trobilne zasedbe Orkestra Slovenske vojske. Triglav kot simbol slovenstva ne pooseblja zgolj naravne lepote, ampak tudi trdoživost in vztrajnost slovenskega naroda. Glasbena točka Oj Triglav, moj dom je poklon našemu domovinskemu ponosu in vsem, ki so skozi stoletja sanjali in gradili našo suvereno državo. Prisluhnimo. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, najlepša hvala za vašo prisotnost in pozornost ob današnjem slavnostnem delu. Zdaj vas prijazno vabim, da se skupaj premaknemo do razstavnih panojev, kjer vas čaka predstavitev razstave Dosanjane sanje, pot do slovenske države in njene vojske. Zgodovina je učiteljica prihodnosti. Naj nas zgodbe navdihnejo, da ohranjamo spomin na preteklost in z odgovornostjo gradimo prihodnost. Hvala in srečno. Zadnje čase so zelo popularni. Ne? Ja, tukaj je to čas pred vojno. Italija je še vedno članica centralnih sil, se pravi, tukaj se še ni odločila za boljšo varianto. Nadaljujemo pa potem tukaj, ker v bistvu je na hitro opisano, kakšno je bilo stanje v Evropi pred vojno. Predstavljeni so trije pomembni možje, slika na drugi strani njihovi življenjepisi oziroma zakaj so se politično zavzemali. Tole je bil prestolonaslednik, njegova zgodba se žalostno konča tukajle. Ena zadnja pravzaprav fotografija z svojo soprogo, zapušča ta mestno občino po obisku pri sarajevskem županu. In pa prvi predmet na tej razstavi, to je predmet vojaškega muzeja, z isto pištolo oziroma enako pištolo je bil prestolonaslednik tudi ubit. Večina slovenskih fantov je služila v 3. korpusu, ki je imel sedež v Gradcu, in prvi odhodi so bili na Balkansko fronto oziroma na vzhodno fronto. Vojna. Fronte so predstavljene interaktivno, vsak obiskovalec si lahko prebere v bistvu kratke zapise o tem. Tukaj pa smo pripravili par zanimivosti za radovedne otroke in tiste, ki jih mogoče kaj drugega ne zanima. Istočasno pa na teh panojih predstavljamo tudi nove oborožitve. Tak od 8, kjer so bili tudi Slovenci, ne nujno vedno v večini, je predstavljen v tele knjižici in si ljudje to lahko tudi, obiskovalci lahko to
preberejo, ne, tako. In pa tale koledar, ki ga je vsak vojak pri sebi, noter so bile razna navodila, razni obrazci, no mi smo ga obrnili na tako zanimivo stran. Ja, v bistvu, ja, ne, in imamo pač na hitro upisano Soško fronto v parih stavkih, pol pa tele žičnice so bile zelo pomembne, ne, v bistvu se je za potrebe Soške fronte gradilo nove ceste, utrjevalo in tovorne žičnice so imele zelo velik pomen. Zgodba Soške fronte se nadaljuje tukaj naprej, v bistvu dereze, ker govorimo o gorskem bojovanju, ne v taktičnem smislu, pa kaj to sploh pomeni, ne, tole, ta slika je prav obrnjena, ne, to so italijanski alpinci, ki plezajo v hrib, ne, tukaj je pa fotografija v bistvu s temi gorskimi očali in tako kako recimo kakšna oprema je bila, v bistvu je tam na koncu en film, v bistvu, ki kaže takele so bili v hribih, ne, niso imeli nič kaj posebej zaščite, mogoče samo tiste bele uniforme, no tukaj imamo pa eno tako zanimivost, kako pač vojaki živijo s fronti. Nam se je zdel ta pomemben segment, ker smo sicer res vojaški muzej, ampak se dogaja tudi vojakom, ne, transport, ne, hrane, orožja, to je tak zbirni center. In tukaj imamo pa predstavitev v bistvu enote psov. Avstro-Ogrska je imela prav enoto psov, ki so tovorni, ne, pa so bili pa še druge živali, recimo od konji so bili pač tisti. So bili psi za prevoz? Za prevoz, takole so vlekali. A resno? Resno, prav enoto so imeli, drugač pa seveda konji, pa zdaj sem bil na vaji 18 pa tole. Tako je bilo hudo. Ja, umirali so. To sem slišal, da so prišli na prijavo, ne, da so bili Bosnjaki, Avstro-Ogrci, kot taboriščniki, tam niso imeli več energije. Ta izjava, da v bistvu, če ne bi umrli od metka, bi umrli pod lakoto. Ja. No, tlele smo eno tako predstavitev jarka, to je tudi vse od vojaškega muzeja, to so originalni kosi, ne, tlele pa če vidite na fotografiji pa periskop, ki ga je izumil pa slovenski častnik Fridolin Pavčič. Ja, in to pač tale omogoča, da se vojak ne spostavi cel jark oziroma glave, ampak ja, to se je zdelo meni pomembno, recimo. Mi spravimo čim več ljudi od zunaj, da tole vidijo. Se delamo na tem. Zelo se trudimo. To je skozi. Pol leta bo razstava. Ne, stalna. A res? Stalna. Stalna. Pa ne glede na to. Ja, se to je bistvo naše, ne? Ne, tlele pa pol predstavljamo še drug segment, uniforme, ne, in tlele recimo je film, ne, tole, da si uživo vidijo, kako je to izgledali iz jarka ven, ne, in kaj to pomeni biti v vojni, ne. To je drug tip uniforme, ne, koncem leta, začetek leta 15, v bistvu prej so imeli malo bolj modrikaste in so ugotovili, da niso fajn, ne, ker se niso mogli dosti zamaskirati, ne. Pa tlele predstavljamo v bistvu tudi nove stvari, bojni strupi, prve čelade, prva svetovna vojna, prve čelade, imamo potem tudi predmete tlele razstavljene noter, ne, tole kako so si sami delali čine na bojišču, tlele pa imamo cesarja Karla, ki kar na bojišču podeljuje medalje in to so tiste, recimo, ki jih mi hranimo, ne, najboljši kos je pač tale. Tole smo pa že imeli takrat. Ja, tole pa je bilo pa v jarku napeljano, ne? V jarku, ja. Te se gledajo, zakva so stari Slovani izumrli. Pol pa tole saniteta, ker je treba za ranjene vojake poskrbeti, takole je izgledalo takoj za bojiščem, to je vlak, s katerim so jih vozili v bolnišnice, pa to je cerkev, ki so jo spremenili v bolnišnico, to so razne lončki za mazila in pa zaledje, ne.
tukaj smo pač želeli poudariti ženske, prevzamajo moška dela, delajo na mesto moških, ker jih enostavno ni. In pa seveda ta segment, ki ga pogosto pozabljamo. 80.000 primorskih Slovencev je šlo v begunstvo za začetkom Soške fronte, 15.000 se jih potem... Sami so šli. Morali so jih, selili so jih. Sprazniti Soško dolino. Ja, ker tisti, ki so bili ujeti med frontnimi črti in so šli, to je bilo, bi rekla, izseljevanje. Eni so šli v bistvu k svojim sorodnikom, tisti, ki pa niso kam imeli iti, so šli pa pač v begunska taborišča in iz teh taborišč se jih 15.000 ni potem želelo več vrniti, ker so se morali vrniti ne v svojo domovino, ampak v Italijo. No, tle imamo pa tale znameniti Judenburg, vse se je dogajalo maja, takrat se je že govorilo, to je bilo že obdobje maj 18, ko se govori o avtonomiji, o povezovanju južnih Slovanov v drugo državno skupnost. Imamo pa to nekaj malo političnega, Majniška deklaracija, z njim povezano deklaracijsko gibanje, to je znak deklaracijskega gibanja, spet velika vloga žensk, ki so zbirale podpise. Konec vojne, ta znamenita zadeva, ko cesar Karel ponudi, da pa bi imeli Slovenci avtonomijo znotraj cesarstva, pa Korošec to zavrne in enostavno v bistvu Avstro-Ogrska potem razpade in pa mirovne pogodbe in danes zemljevid, v bistvu, kako je bilo predvoj, da delamo novo spletno stran in potem bomo to posneli in bo spletni sprehod. No, tlele pa poj začnemo. To je samo muzejska dvorana. Tistole od spred smo mogli pustiti 40 kvadratov za vojsko. Drugač bi se... Vse prav, da ljudje, ki sem pridejo, Ja, vse je tudi prav za naše pedagoške delavnice, ampak drugač bi se razstava končala tukajle, za slovensko vojsko, tako pa imamo še 3 panoje na hodniku. No, tle pa greva čisto na hitro. Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, Majster, tle imamo njegov avatar, ki omogoča, da se obiskovalci z njim pogovarjajo, mu zastavljajo vprašanje, in on odgovarja, pa ta klasična zgodba prevrata. Tiste, ki ne berejo, to je razdelitev po pokrajinah, za tiste, ki pa ne berejo radi, imamo pa galerijo fotografij s tistimi ključnimi zadevami. Dobre. Tlele, ja, to se gre pa pol nazaj, ja, to so dobre, ja. Ker namensko izbrane takšne